Seveda še posebno pozdrav vsem pevcem, pevkam, zborovodjem, ostalim sodelujočim. Ja, Primorska poje. Primorska poje, to je naša revija. Revija, ki odzvanja v naših krajih, kot slišimo, že 54 leto. Če pomislimo, da je ena manifestacija, ena revija, obstaja 54 let zaporedano, pa pustimo tisto leto COVID-a, ko je bilo nekako omejeno, pa tudi takrat so bile izvedene v takih razmerah, kot se je dalo, nekateri so nekaj posneli, nekateri na nek drug način. Vsem nas obmanjkala pa te Primorska poje, oziroma ti koncerti v živo. In tudi v Bilje pride vsako leto Primorska poje na začetku te revije. Tako da jaz bi se ob tej priložnosti zahvalil tudi turističnemu kulturno-turističnemu društvu Zarja iz Bilj in njenim članom, ki zvesto pripravljajo to revijo že toliko let v sodelovanju z javnim skladom za kulturne dejavnosti, prej Zagorja in tako dalje. Članico upravnega odbora Zveze primorskih pevskih zborov, gospod Klaro Makovec. Pozdravljeni vsi, pevci, pevke, zborovodje, spoštovano in zvesto občinstvo, dobrodošli na današnji pevski reviji Primorska poje tukaj v Biljah. Skupaj smo že 54 let, saj nas pesem povezuje. Pesem ohranja dobro med narodi, je brezmejna, ljubi slovenski jezik in je vedno znova znanilka nove pomladi. Prav vsako pomlad je tu. Letos bo z nami zapelo več kot 3000 pevcev, saj je to primorski pevski praznik, ki vsako leto traja 3 mesece. In kjer se je na več kot 35 različnih odrih širom Primorske v Sloveniji, kako tudi v prijateljski Furlaniji, Julijski krajini in v Italiji, kot tudi na Hrvaškem srečajo in prepletajo ideje, entuziazem, ljubezen, zgodovina, sedanjost in prihodnost, ki ustvarjajo ljudje. Gre za primorske pevke, pevce, matere, očete, detke, babice ter njihove vnuke, ki se svojo potrpežljivostjo, vsakodnevno vnemo, vztrajnostjo in navdušenjem, z novimi idejami v različnih pevskih sestavah, odločno se podajajo na odre Primorska poje, te zapojejo in pojejo o svobodi, o ljubeznih, o primorskih in slovenskih krajih, peripetijah, o izkušnjah, pošegah, navadah, običajih, ter nam na ljudski ali umetniški način prinašajo in prikazujejo zgodbe o našem resničnem življenju. Kaj ni nekaj čudovitega, ko na odru Primorska poje vsako leto zazveni nekaj nadebudnih mladih glasov, ki nam se svojo mladostjo pričarajo pomlad, pri tem pa sporočajo, dragi Primorci, da smo tu in tu ostanemo ravno takšni, kot smo, edinstveni in fantastični. V pol stoletja in še prej so zgodne zgodbe za nas zapisovali in pisali naši pesniki, zapisovalci in skladatelji. Tudi v bodoče bodo tako počeli, da zbori zazvenijo vsak na svoj način najbolje, pa poskrbijo umetniški vodje in zborovodje. Pod njihovo taktirko je zrasla velika pevska
manifestacija Primorska poje. Zborovodje in nastopajoči so v dolgih 50 letih vselej imeli oporo v snovalcih revije Primorska poje. Organizatorjev in soorganizatorjev posameznih revij se je v pol stoletja zvrstilo kar lepo število, ki so svojo požrtvovalnostjo, odrekanjem, vizijo, ljubeznijo do zborovskega petja, dobrovoljnostjo, vztrajnostjo in garaškim delom pripeljali revijo do mednarodne razpoznavnosti. Hvala vam, ker spodbujate in ohranjate primorsko, slovensko, narodno zavest in slovensko besedo. Hvala organizatorjem današnje prireditve tukaj v Biljah, kulturno-turističnemu društvu Zarja Bilje ter javnemu skladu za kulturne dejavnosti območja Nova Gorica. Drage pevke in pevci, ki nas z veseljem razveseljujete že 40 let in še več, hvala, da ste. Za nas, da na vas gledamo ponosno, kot na živo enciklopedijo, kateri se vselej obračamo, skupaj nadaljujmo tradicijo zborovskega petja, ki nas vodi v prihodnost. Naj gre pesem mest ljudi. Imam pa še eno prijetno dolžnost, da v imenu zveze podelim zboru Pristan za 20 let garanja, entuzijazma, veselja, vseh dogodkov, ki ste jih srečevali in ki vas je navduševali, da ste prišli do 20 letnice. Želim vam še najmanj 20. Vabim predsednico zbora, da je začel s nami. Ženski pevski zbor Pristan, Univerza za tretje življenjsko obdobje Koper. Ženski pevski zbor Pristan je sestavni del dejavnosti društva Pristan, Univerza za tretje življenjsko obdobje Koper z raznoliko ponudbo izobraževalnih vsebin. Letos obeležujejo društveno 25-letnico delovanja in 20-letnico prepevanja ženskega pevskega zbora Pristan. Zbor že 5 leto vodi Eneja Balog, tempočutna, zahtevna in energična oblikovalka zborovske glasbe. Zbor združuje pevke, ki imajo veselje do petja, pa tudi posluh in vztrajno voljo za tovrstno učenje. Pester in vsebinsko bogat pesemski program zajema tako priredbe domačih in tujih ljudskih pesmi, kot tudi popularne glasbe. Pevke odlikuje spoštljiv medsebojni odnos in naklonjenost, veselje do petja in pripravljenost sprejemanja novega in resnega učenja za gnano ustvarjalno delo. Kot same pravijo, svoje veselje do petja delimo in s pesmijo bogatimo vse društvene dogodke, rade tudi sodelujemo na organiziranih občinskih in regijskih prireditvah. Z veseljem obiščemo krajevne skupnosti in sodelujemo z drugimi društvi. Ženski pevski zbor Pristan je postal uveljavljen in uspešen zbor, dvakrat je bil izbran na državno revijo slovenskih upokojenskih pevskih zborov v Cankarjev dom v Ljubljani in povabljen na mednarodni festival Mali princ. Zveza kulturnih društev Mestne občine Koper mu je podelila bronasto plaketo, Mestna občina Koper pa priznanje za prispevek k oblikovanju kulturnega utripa v občini. Vsako življenjsko obdobje ima svoje poslanstvo in s tem povezan smisel. Naša pesem naj osrečuje. Ženski pevski zbor Pristan, Univerza za tretje življenjsko obdobje Koper vodi zborovodkinja Eneja Balog. Zapele nam bodo priredbo Saša Boštjančič, Ljudska, Beri, Beri, Rožmarin, Zeleni. Priredba Darinka Jug, Fran Levstik, Stoji učilna zidana. Vladimir Stjasni, Lev Svetek,
mandolina, ljudska iz Istre, priredba Bojan Glavina, Jaz ti bom kitla.
Ljubljane prihaja ženski pevski zbor Mirta Izola. Zbor je tudi zadnji na današnjem koncertu. Ženski pevski zbor Mirta je bil ustanovljen 3. decembra 2018 v Izoli in sicer na pobudo 15 pevk, ki so se odločile ustanoviti svoje lastno društvo ter ga poimenovati Kulturno-umetniško društvo Mirta. Kaj jih je spodbudilo k ustanovitvi društva in zbora? Predvsem ljubezen do petja, glasbe in umetnosti, predvsem pa prijateljske vezi in želja po druženju. Kot pravi slovenski pregovor, se seže dober glas v 9 vas. V zelo kratkem času se je število pevk skoraj podvojilo. V zboru prevladujejo sproščenost, motiviranost, zagnanost in pozitiven pogled v prihodnost. Pod vodstvom zborovodkinje Eneje Valo redno in pridno vabijo ter pridobivajo na kakovosti. Segajo po različnih glasbenih zvrsteh, tudi po zahtevnejših skladbah. Pohvalijo se lahko z mnogimi nastopi v domačem kraju in izven njega. Gostovali so tudi v mestu Castiglione del Lago v Italiji, kjer so se povabljenimi zbori ob dnevu Evrope zapele Odo radosti. Od ustanovitve dalje so se redno udeleževale revije Primorska polje, regijske revije pevskih zborov v Izoli ter mednarodnega festivala pesmi v Piranu. Odzvale pa so se tudi na vsa vabila CK, ŠP in JSKD Izola. V letu 2022 so pripravile svoj prvi celovečerni koncert s prijateljskimi zbori iz regije. Imajo smele načrte, med njimi tudi sodelovanje na mednarodnem festivalu We Are Singing Europe. In kaj nam bodo pevke pod vodstvom zborovodkinje ženskega pevskega zbora Mirta iz Izole zapele? Ljudska iz Istre, priredba Katja Gruber. Priredba Jože Leskovar, makedonska ljudska, brala Jana Kapini. Vinko vodopivec, Simon Jenko, pri oknu. Ubal Vrabec, France Prešeren, zdravnica. Preden bo zapel ženski pevski zbor iz Izole, naj povem, da so vsi nastopajoči zbori prejeli darilo vokalne skupine Vinika, njihovo notno zbirko in zgoščenko, ter zgoščenko festivala Europa Cantat, ki jo podarja Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Spoštovane obiskovalke in obiskovalci, dovolite mi, da preden zaključim, preberem modro misel matere Tereze. Prijazne besede so lahko kratke in lahkotne, a njihov odmev je neskončen. Hvala, da ste se vzeli čas in bili nocoj z nami. V imenu Kulturnega turističnega društva Zarja Bilje vam želim srečne in lepe pomladne dneve. Lahko noč.
eno tako morsko, ker prihajamo z morja, smo namenili za ta zaključek, poznati jo. Gre za popularno skladbo v izvedbi Faraonov, Mi ljudje smo kot morje. Besedilo za to skladbo je napisal Izolan, Enzo Rovatin, ki ga žal ni več med nami, ampak to skladbo je za nas, prav za naš zbor in je zato to še vedno izvedba, ki se prepeva samo med temi ženami, uglasbil Fajon, tako da verjamem, da boste z nami mrmrali tu in potem verjetno še kaj, ko boste odhajali iz večernih ponoči. Tako da hvala in lep zaključek večera še naprej želim.
Tolmina deluje od leta 2012 in so člani kulturnega društva folklorne skupine Razor Tolmin. Ljudska pesem je tesna spremljevalka ljudskega plesa. Zato se je pri folklorni skupini Razor pelo od samega začetka, skupaj že 37 let. Plesalci so ob plesu tudi zapeli. Posebne skupine pevcev na začetku ni bilo. Pred 10 leti pa so se odločili, da ustanovijo samostojno pevsko skupino. Poklicali so nekaj znancev in prijateljev in nastal je mešani sestav 6 pevk in pevcev. V 10 letih delovanja se je nekaj članov zamenjalo, prišli so tudi novi in danes jih je v skupini 10. Občasno se jim pridruži še 11. član, ki jih spremlja s harmoniko. Pojejo troglasno, večinoma izbirajo tolminske ljudske pesmi. Zapojejo pa tudi pesmi iz drugih slovenskih pokrajin. S petjem obogatijo plesne nastope, večinoma pa nastopajo samostojno. Zbor letos nastopa prvič na reviji Primorska poje. Bomo slišali 3 tolminske in 1 beneško ljudsko pesem. Kaj cajta je bilo ta beli golob, imel sem tičico, lepo je ljubiti kraj morjak, pojdem v Benečijo, besedilo je glasba Beneški fantje, na harmoniko spremlja Tadej Ivančič. Kaj
Grande.